Bog je dober, slava dobre plane za naše življenje. Bomo se mu predati naše življenje polnosti. Pavel pravi, da mu damo svoje telesa na živo žrtvo. V stari zavezi so žrtvovali te zemljske daritve, zemljske žrtve, živali, ko so pokrili svoj greh. Pavel pravi, da mu damo svoje telo na živo žrtvo, se obnavljamo v svojem klubu, da bomo spoznali, kaj je njegova volja, kaj je popolna Božja volja. In Bog nas kliče bo popolnost. Raba ne bo dotik v naše življenje vsak dan. Moramo želeti, ko si ti rekel, moramo želeti iz preteklih izkušenj. Smo prišli kaj prej na mitingu, ko sem prišel domov, je prišla sem ta beseda pozabljam to, kar je za mano. Tiskam naprej v smeri tista, v katerega me Bog kliče iz nebes. Se lahko beremo ta citat. Filipičani. Sem je tretji od glave. Ti proti cilj je nasprotovanje 3.12. Ja. Filipijanom 3.12. Naslov glave Ti proti cilju. Moram se zavedati, da imam cilj v svojem življenju. Nisem se slučajno znašel na tem planetu, v tem času, v tem narodu, v tem mestu. Bog me je ustvaril in me je poslal na ta svet. Sem bil stranjen kot puščica na ta svet. Imam usodo v Bogu. Dobro je, da iščem njegovo usodo, ne svojo usodo. In da se je rekel, ne moja volja, oče, tvoja volja. To je rekel takrat, ki mu je bilo najtežje. Ampak zaradi tega namena sem prišel na ta svet. Tako da mi se vsak dan srečujemo s tem, a je moja volja, ali je volja koga drugega, kam jo hoče vsiliti, drugega človeka, ali Božja volja. Je mesto križa, je mesto srečanja z Bogom, z Božjo voljo. Moram vedeti, da je Bog namenil cilj zame, da sem določenim namenom. Me je poklical ven iz sistema tega sveta, ki sem jo razdelil. Me je poklical ven iz Babilona, kot je Izraelce poklical ven iz Egipta, je poklical nas. In da se je poklical ven iz služnosti. Da je en vaše služnosti v tem svetu, ki se navadijo na tudi služnosti vlada določeno zagotovilo varnosti, določeno obdobje. Človek je v zaporu, pač ima tam določeno, ima eno all-inclusive oskrbo, ampak je še zdaj v zaporu. Da Bog, ampak kad si enkrat okusil to svobodo, ti ne boš več hotel biti služen. Bog je Gospod osvobodil za svobodo. In ne iti spet nazaj v služnost. Zakaj bi šlo, kad si enkrat že okusil Božjo dotik, Božjo prisotnost, okusil si Božjo besedo, zakaj bi šel nazaj v služnost? Zakaj bi šel, to je tako kot pes, piše tem mislim, da isto v Filipijanih, ko poje po bruha, pa se gre pa žvala, tukaj po bruhu. In moramo se enkrat valati teh smeteh tega sveta. Ker Bog nas ni za to namenil, Bog te je namenil, da si princ, da si njegov sin, da si njegova hči, da ti je kraljevsko oblačila, da ti je palco, prstan, da ima za svojega sina, za svojega princa na zemlji. In moramo se valati po tem svetu, po blatu, prahu, po smeteh tega sveta. In zato rabimo pač biti očiščeni vsak dan z kopeljo Božje besede. Božja beseda je kopel, ki je bolj globinska, kot kjerkoli škopel soli tega sveta, ki si jih daš tudi da si očistiš svoje telo. Božja beseda je globinsko čistilo za tvoje srce, za tvojo dušo, za tvoje emocije, za tvoj zato piše, da ne se preobražamo. To je ta metamorfoza. Bog nas kliče v to preobrazbo, ki je konstanten proces. Ni samo enkrat sem se na novo rodil in zdaj sem na novo rekel, to je to, čakam, da gremo v nebesa. Ne, pač je več od tega, da je to, da rasteš v Kristusu in da Kristus raste v tebi.
da Bog oblikuje svojega sina v tem. In več, ko si z Bogom, več, ko sprejmaš njegove besede, bolj več njegovega sina oblikovanja v tebi. In to je cilj, po katerem moš hiteti, po katerem se moš stegovati. Je obljubljena dežela, so obljube, ki jih moš posesti, ki Bog hoče dati. In ne smemo se zaustaviti. Če si se premikal počas, če si se nekje ustavil, je vedno nova milost, da grem naprej. Je vedno nova moč, nov potisk, nov zagon Boga, ki mi ga Bog daje. In mora se stegati po njem. In Pavel prav ne zajemamo moč v Bogu in v sili njegove mogočnosti. Da je moč, kaj je v Bogu. Da se moramo vprašati, kje je zajema moč za svoje življenje. Ker rabamo moč za vsak dan svojega življenja. Vsak dan nosi svojo težo. In Jezus je rekel, ne se preveč ukvarjati z jutrišnjim dnem, skrbi jutrišnjega dneva. Dovolj je dnevu lastna teža. Pridite k meni vsi, ki ste oteženi, ki ste zlomljeni, ki imate prevena. Jaz sem bodo jaren, ki je lahka, ki breme, ki je sladko. Moram priti k njemu, moram mu dopustiti, da on deluje v meni. Včasih ni prijetno, za mojem slovo ni prijetno za starega človeka, ampak je toliko več o Bogu, enkrat okusaš, ker tvoj novi človek postane, na resnični ti, ker vidiš, zakaj si bil stvarjen, ker tukaj Bog dal vlada, začne cveteti v tebi, to je wow. Ampak moramo dožiti to, kar me omejuje, moramo dožiti bremena meso starega človeka, to, kar me teži k zemlji. In mora vedeti, da je cilj, je namen pred mano, zakaj sem tukaj, zakaj živim. In če imam cilj, bom prohodil proti temu cilju. Tako da piše v 12. vrstici, ne kakor bi to že dosegal ali prišel do popolnosti. Vendar pa se trudi, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. Se pravi, moram najprej dopustiti, da me Kristus osvoji popolnoma. Da me popolnoma osvoji. In potem bom lahko predal temu, da hodam proti njemu, da hodam proti temu cilju. In če so kakšna področja v mojem življenju, da je Kristus ni osvojil, moram predati, ne moram se mu predati. Bog ne bo na silo prevzemu nad mano. Satan je taka na silo, če vstopa v življenje ljudi, ki te hoče na silo, da se mu podrediš, ampak Sveti Duh je gentleman, Bog je do svobodno voljo. Je ta nežni, tihi glas, ki te kliče. Je ta glas, ki trka na tvoje srce. Odprimi srce, prišel bom noter, bom imel večerjo s tabo. Se pravi, Bog hoče imeti večerjo skupno s tabo. Hoče, da mu odpreš svoje srce. Ko pride noter, začne vzpostavljati stvari v tebi. Ker mi vsi smo prišli ven iz nekaj kaosa in smo nosili vse določeno mero kaosa, nereda. Tako da rabimo Boga, da začne stvari postavljati v naših življenjih na svojem mestu. On postavlja stvari, da presvetli naše življenje. Bog je luč, in kad te on pogleda, on te preveri, te presvetli in ne rabimo bežati od tega. Tako je Adam bežal, kaj je grešil. Prvi refleks je bil, da začel se skrivati in da se oblekel in da se začel umikati pred Bogom. Ampak tudi, če se pregrešiš, če si padel, ne beži stran od Boga. Bog te kliče nazaj. Bog je čez Jezusa Kristusa odprl vrata v najsvetejši, te kliče, da prideš nazaj. Ne glede na to, čez kaj sem šel, kaj sem naredil, ali nisem naredil, a mislim, da bi mogel narediti. Moram teči nazaj k Bogu. Hitim nazaj k Bogu. To je prva stvar. Moj cilj je Bog, je Jezus, je oseba, je On. Osebno srečen z Bogom. To je prvi cilj, ker ga imam pač dnevno, da moram imeti, da se srečujem z njim, da tečem k njemu, da pridem v njegovo naročje in da sem v njegovi prisotnosti, ne da sem izven njegove prisotnosti. Izven njegove prisotnosti je pač samo matranje, je trdota, suhota. Jezus je rekel, da demoni pač brodijo po suhih krajih in iščejo pokoja in ne najdejo. Tako je Bog
suhih krajih ne boš najdel pokoja. A napaš živo vodo. A napaš ta vrelec, ki v tem aktivira in da je pač da ta vrelec žive vode v tem deluje konstantno in da vedno več in več pretoka. Zato je dobro, da si vzameš čas in tudi tako pridemo skupaj, da ustrajamo da natreniramo svoje telo, da se usmerjamo na Boga, da damo telo živo žrtvu, da molamo, da odpremo usta in mogoče od začetka trdo, suho, ampak ko bom ustrajal, bo vrelec začel teči, bo ti kamni, ki so zasunti v vodnjak, začeli odpadati. Da sovražnik hoče zasuti svoj vodnjak. Hoče, da si suh, da si neaktiven, da si pasiven, da čakaš nekje v eni pač svoji luknji in pol doživiš Boga suvereno enkrat na 5 let, na 3 leta. Bog pa noče tega, Bog hoče, da ga aktivno iščeš, da si pretok zaga in da rasteš iz dneva v dan v njegovi slavi, v njegovi prisotnosti, v spoznanju njega, v spoznanju njegove besede in je od mene odvisen, Bog daleč vreme. Zbir je od mene odvisen, kako Boga je v mojem življenju. Da Bog te ni umil z ničemer. V Jezusu Kristusu ti je dal na razpolago vse, kar rabiš za življenje in za pobožnost. Če mu boš v malem zvest, ti bo pokazal več. Zato ne smeš spustiti tega malega, mogoče misliš, da imaš mal, da imaš majhno luč, da imaš nekaj malo razumeti od Boga. Ampak če boš to čuval, če boš zvest v tem, ti bo Bog vedel do več. Pa boš v tem zvesti, boš dobil več. Tako da s to majhno svetilko, ki ti je dal, če imaš, jo moš čuvati, prav Peter, čuvite to svetilko, ki je vas, dokler ne pride dan. Mogoče zdaj ne vidiš vsega, ne razumeš vsega, delno razumeš, ali prav delno prerokujemo, ne popolno prerokujemo. Ko sem bil otrok, sem razmišljal kot otrok. Ampak hoče, da se sprejemo k doraslosti. In če si v tem malem zvest, čuvaš malo svetilko, ki imaš, mogoče ne vidiš okoli sebe poti, pač koliko po noč z majhno svečo hodaš. Ampak ta luč v tebi bo postala vedno večja in vedno več ti bo jasno in boš jasno videl pot. Dokler ne bo prišel dan in boš vse videl. Sam ne odstopati od procesa, ne odstopati od Boga, ne odstopati od živega Boga. Zato, ker niso nas odkupile minljive stvari. Mi ne služimo eno molitvo. Mi ne služimo eno mrtvo Bogu, kaj ne vidi, kaj ne sliši. Zato je Jeremija prav, kakšna grozna stvar se je naredil moj narod. Zapustil je mene, kapljico žive vode in šel tam k enim izvirom, ker sploh ni nič, k enim malikom, ker nič ne more, ker so drugi narodi imeli. Tako da mi včasih gledamo na druge, kaj imajo v tem svetu in zapuščamo Boga in pol, dajmo srce v te stvari, ker te sploh ne morejo izpolniti, ker sploh nimajo življenja. Ker poželenje v tem svetu je blišč v tem svetu, ker te ne more izpolniti, je v bistvu poželenje tega sveta mineva, je minljivost tega sveta. Kdor izpolnjuje Božjo voljo, ostaja v večnosti. Zato moram prositi Boga, da mi pokaže njegovo voljo, kaj on hoče z nami. Ker njegova volja je najboljša z nami. V njegovi volji imamo vso priskrbo, in duhovno, in materialno. Jezus je rekel, iščite najprej mene in Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. In vse ostalo, po čemer hrepenijo pogani, vam bo navrženo. Tako da, če jaz iščem najprej, in to je stanje srca, če jaz iščem najprej njega, mi bo vse ostalo navrženo. In da se jaz previkam z njim, bo Bog pridodal vse, tudi če grem jaz čez dolino temne sence, on z mano in bo pogrinil mizo, bo pričal mojih sovražnikov in bo pričal vseh preizkušanj in mi bo dajal mizo v Biblijo. Tako da je ta duhovna hrana, je duhovna mana, ki me čaka, ki je na tej poti, ki mi daje moč za to pot. In mora se premikati z njim. Ko se oblak premakne, grem jaz za oblakom, ko se ogenj premakne, ker čutim ta glas vse, ki mi Bog govori. Grem, pač naredim en korak in Bog bo pridodajal. Tako da moram pa pozabiti, naprej piše 13. vrstica, ne mislim, bratje, da sem to dosegel eno pa. Pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. Tako da zbir je nekaj pred tabo, po katerem se moš iztegovati, ne se zakampirati. Lahko se zakampiraš zato, ker te stvari sesujejo,
A se pa zakampirajo zato, ker so v ugodju tega sveta. Dvoje možno. Tako da od Abrahama oče se je zakampiral zato, ker je življenje sesul, ko mu je sin umrl, Haran, on je bil isto poklican, da gre na mesto, ko je Abraham, v obljubljeno deželo. Ampak zaradi te žalosti, ki ga je prevzela, se je ustavil v določenem mestu. In temu mestu je dal ime Haran, tudi v ime njegovu sinu, ko mu je umrl. Tako da moram paziti, da me žalost ne požije moje duše zaradi določenih stvari, ki so se mi zgodili v tem svetu. Ker v Bogu je moč, v Bogu je ozdravljenje, v Bogu je osvojenje. V Bogu je popolno ozdravljenje za mojega duha, za mojo dušo, ne glede na to, čez kar sem šel v življenju. V Bogu je popolno sprošenje, popolno svoboda. Dosti je samo en dotik, da zbriše, da me opere in da me popolnoma ozdravi. En dotik Boga čez dost. Žena je rekla, če se samo dotaknem roba njegove obleke, bom ozdravljen. Ta žena je 12 let krvavela, kri je šla iz nje, moč je šla iz nje, življenje je šlo iz nje, v krvi je življenje. Pač od njega življenje vsak dan odteka in ni mogla tega zaustaviti. Pa se je približala Jezusu in vse te množice, ki je bila okoli njega, vsega tega vrveža in proti vsem tem religioznim pravilom, ki bi ona mogla biti kot nečista izvan tabora. Ona je šla mimo tega in se dotakala roba njegove obleke in vse se je spremenil v trenutku. Vse tukaj bilo je v bistvu bilo zdravljeno. In probala je odgovor, piše, da je porabila za zdravnike vse, pa je niso mogli pomagati. En dotik, in to ni bil dotik, da je Jezus prišel do nje, koliko je prišel do unga okupecaj. Včasih Jezus pride do tebe in ti reče, kaj ne hočeš, da ti želi stori. Ona je sama šla do njega. Če greš sam do njega, Jezus je vedno zraven, ni daleč od tebe. Na tej poti, ko so šli Izraelci ven iz Egipta, piše, da jih je spremljala duhovna skala in ta skala je bil Kristus. In ko je pač Mojzu dali pošla voda in Jezus skozi pot ob tebi. Sami se včasih tega ne zavedamo, to kuna dva učenca, ker sem šla v Emaus. Vsa se suta, pač vse upanje padalo v vodo, Jezusa so ubili, ni ga več. In pride on k njima popraša, o čem sta se pogovarjala. In pač je hodil z njima, dokler se jima niso oči odprli in se da je to on. Da Bog ni daleč od tebe in lahko se ga dotakneš, koliko ta žena zdaj le danes, v kjerkoli trenutku, je dotik vere, sprosti njegovo moč. In Jezus se je pol obrnil in rekel, to se me je dotaknil. Čutil sem, da je šla moč ven iz mene. Tako da je dotik Boga, ki ga Bog hoče dati. Je ozdravljenje, ki ga Bog hoče dati, je osvobojenje. Bog hoče zaflikati te lukne, ki povzi življenje ven iz tebe. Včasih, ko gremo čez ta svet, nas prebadajo stvari, nas prebada trnje v tem svetu. Bog je Adamu rekel, zdaj boš mogel urati zemljo in trnje boš to iz zemlje. Včasih so besede, ki te prepadajo, ki jih slišiš, in ratejo lukne v tebi. In začne to življenje teč ven iz tebe. Bog te hoče obnoviti, Bog te hoče zaceliti, Bog hoče zaflikati in popolnoma obnoviti naše življenje, v bistvu nas obdati svojo prisotnost, svojo slavo in nas utrditi. Da hoče, da smo močni v njem, da nas ne premetavajo vetrovi, ki so v tem svetu, da nas ne premetavajo valovi, ampak da nam da to stabilnost. Zato hoče, da mora spustiti korenine v Kristusa, globoke korenine. Bolj črpam iz njega to hranilo za svoje življenje, to samo življenje, ki je on je to življenje. Ker bom imel globoke korenine, bom lahko začel tudi ob svojem času proizvajati sadove, kako je njegovo slavo. Tako da Bog nas hoče narediti rodovitne. Če imamo kakšna mesta v naše življenje, ki so omrtvela, ki so nerodovitna, Bog jih hoče obuditi, hoče zapihati ta veter, da obudi ta mrtva mesta. Včasih, če gremo čez ta svet, lahko tudi naše srce utrdi, okameni, trdo. Svet je krut, stvari so lahko oskrat krute in če nisem pazljiv, lahko moje srce umrzne.
Piše da bo ljudem v poslednjih časih zaradi stiske in krivic umrzalo srce. Tako da moram paziti na svoje srce, da mi ne utrdi, da mi ne umrzne. Ampak tu, če se mi je to zgodilo, da moje srce rata v odločeni meri kamnito, Bog mi hoče dati zmeščati moje srce. Moram ga dopustiti. On je najboljši kirurg, da njegovo delo je to. In on me pozna, kako gre sam sebe poznava. Tukaj me kdo v moji bližnji pozdravlja, on je veš, če oče me pozna. Moram ga dopustiti, on operira moje srce, da mi date novo srce. Tukaj jemlje vrkam nito srce in mi daje novo srce, ki hoče izpolnjevati njegove zapovedi in njegovo voljo. Da mi njegova beseda ne bo breme, ne bo mi težka. Njegova beseda ni težka. Njegove zapovedi niso težke. Njegova zapoved je sladka kot med. Beseda je sladka kot med. In te lahko nasi bolj, kar kjerkoli med v temu svetu. Pavel prav, da pozablja to, kar je za menoj. Je v Bogu mož, da pozabljaš to, kar je za tamo. To, kar si doživel, kar si preživel. V Bogu je mož. In je ta pač vsi naši grehi so vrženi v morje pozabe. Da se te Bog dotakne in kad ti da vizijo za tvoje življenje. To, da imaš ti vizijo in da, kad vidiš, kaj te Bog kliče, bo povzročal, da ti pozabaš, tukaj je za tamo, tukaj te je omejeval. Doskrat smo mi lahko ratamo ujetniki svojih spominov in naredimo spomenik tem spominom in se jih bolj klanjamo. V bistvu to doživljamo te spomine, ali dobre, ali slabe in v bistvu Bog hoče nas rešiti. Mi se spominjamo Boga njegovih del. So psalmi, v knjigi psalmi, ki se je Bog rekel Izraelcem, ne se spominjajo, kot je on naredil. Bog hoče, da se spominjamo njegovih del v svojem življenju. In če sem trdosrčen, bom hitro pozabil to, kar je Bog naredil. Bog mi en dan naredi čudež, drugi dan bom že začel kompaničariti. Kaj zdaj? Tako učenci. Jih je poklical, en dan pred tem je bil čudež, jih je rešil na hranu in pol pridajo in Jezus jim reče, pejmo na drugo stran jezera, ker oni grejo v šomo in naenkrat nevihta. Tako da nevihta lahko nastane, ker se poslušam Bogu in ni nič narobe. Mi se dostakrat sprašujemo, le Bog, v bistvu ti poslušal, zdaj pa fuštala, ne pa vse po mene se razpada, vsi grejo proti meni. Nevihta je nastala zato, ko se ti posluša. Sovražnik pride zaradi, da bi ukradil seme. Včasih bi bilo vse ok, ampak je prišlo seme, je prišlo pol nevihta, preizkušnje, sovražnik, ponudbe, zapeljivost bogatstva. In je zbiri test, da pri Bogu so dobri in je dobra, zato ker Bog ni tako kafarten, ker greš na test, na izpit in pol padeš in je pač konc. Ampak pri Bogu delaš test, dokler ga ne narediš. Da če si enkrat padel, dvakrat padel, pet nazaj k Bogu, pet na upravni izpit in boš naredil test. Ker Bog ti bo dal moč. In nastala je nevihta, zato ker je Jezus se popete na drugo stran. In Pol piše, da je grajo njihovo nevero. Ali ste še vedno trdosrčni, zato ker se niso spomnili tega čudeža, ki ga je Bog naredil en dan ali pa par dni prej. Nas Bog dostakrat odreš in pol čez par dni pridejo okoliščine in pozabimo to. In pol začnemo paničati. Bog hoče, da če si enkrat doživel Boga in njegovo priskrbo, Bog je vedno da razpolaga. In če bom njegovo srce usmerjeno na ga, da nisem trdosrčen, in se bom stiglo po njem in njegova priskrba je tukaj za me. Tako da moram imeti to vizijo, ne Bog hoče obuditi vizijo mojega duha, da lahko tečem. Mislim, da kje mu citat, da piše, opiši vizijo na moje srce, na tablo, da bo lahko teklo Zaharijati. Ureži vizijo preroštva da boš lahko tehnil z njo. Bog hoče obuditi vizije naših življenj, Bog hoče obuditi upanje v naših življenjih. In naša stvari, ki smo mislili, da so umrle, da so propadle, ampak so žive, čakajo na nas. Tukaj je Jakob je mislil, da je Jožef mrtev.
dolga leta, in bo trajalo 17 let. In to, ko so bratje prišli drugič nazaj, ko si je Jožef dosti poznat, on je bil to v bistvu srce bolj Božje, umrtvelo, je okamenelo in sprijaznjeno s tem, da je Jožef umrl, da ni mogel verjeti, ker bo so rekli, Jožef je živ, ni mogel verjeti. In Bog ti danes govori, tvoje upanje, tvoj Jožef je živ, veruj, če on je živ, z tega se po njemu. Da Bog hoče oživiti vizijo, upanje, ki nam je dal, usodo, ki jo je dal, nič ni izgubljeno. Bog je najboljše stvar, kar pripravil za na konc. Nič ni zamujeno, lasi se pač v časa vrtel v enem krogu. Ampak je zdaj čas, ko te Bog kliče ven iz tega kroga, da prideš, da zapustiš to goro in se premakneš in naprej. Je nagrada, piše, teče proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Je nagrada, ki je pripravljena zate. In je več, kot so nagrade, kar jih ta svet ponuja. Zato je Mojzes, kot smo prej v Sloveniji govorili, on je pustil palačo Egipta, ki je bil takrat najmočnejši imperij, bil je drugi za faraonom, on je vse to pustil. Zato, ko se mu je Bog razodel, on je šel v puščavo, ker je videl nevidnega in je nekaj prišlo v njegovo srce. Je videl pač, da je namenjen od Boga, da reši svoje ljudstvo iz služnosti. Da Bog je do tebe namenil, da te kliče ven, mogoče da upuščavo, da te on klikuje, da boš lahko rešil brate iz služnosti, ljudi, ki so kot tebe. Ampak je proces, čez katerega moraš iti, moraš se srečati z Bogom, moraš se srečati s tem živim ognjem v grmu, ki se on srečil in moraš dopustiti, da te Bog spremeni, da greš čez ta proces in pa boš lahko reševal brate, pa boš lahko potrjeval brate. Samo moraš najprej iti čez proces, da te Bog formira. Zato je Jezus rekel učencem, rekel je Petru, hodi za mano in jaz te bom naredil za ribiča ljudi. Pusto je svoj naravni poklic in Bog je usposobil v tem, za kar mi je on vedeti. To ne pomeni, da moš ti zdaj pustiti naravni poklic. Bog hoče, da delamo, da skrbimo zase svoje rokami. Ampak, kad ti hodaš, te on dela, te on oblikuje. Hodi za menoj in jaz te bom naredil. In teče proti cilju po nagradah, kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Tako da je nagrada zame, je veselje zame. Jezus je tudi tako, tukaj on videl, mu je dal moč, da je pretrpel križ. Ker v Getsemaniju mu ni bilo lahko, ampak piše, da namenjeno mu veselje je pretrpel sramoto križa. Sam Bog iz nebes je prišel, se ponižil, je odložil svojo Božjo naravo in je živel med nami kot človek. In vse, kar je delal, zasluženo 3 leta pa pol, je delal kot človek, ki je bil pomaziljen svetim duhom. Tako da je primer, kako lahko mi hodimo kot ljudje, ki smo kršili v svetim duhom. On ni operiral kot Bog v človeškem telesu, ampak piše, da se je spravil svoje Božje narave. In ne glede na to, da je imel Božjo naravo, da ni bilo greha v njem, ni moglo lahko iti čez križ, čez trpljenje križa. Piše, da za namenjeno mu veselje, po nagrado je videl pred sabo nas odrešene bratec, ki bojo njegovi sobratje v kraljestvu. Zato je pretrpel sramoto križa. In pol piše, da bi povzdignen nad vse. Najprej se mogo spustiti do najnižje možne točke, sam Bog iz nebes, da je enak visil na križu pred vsega, vsi so ga zapustili. Smo nebeški oče, ker ga nikoli v večnosti nazaj ni nikoli zapustil, da sta bila eno skozi. V trenutku, ko je bil visil na križu, ga je zapustil. Moj Bog, zakaj se me zapustil? In to se je zgodilo zato, da nam nikoli ne bi bilo treba biti sami, odrezani od vojne od Boga. Enkrat, ko si z Bogom, ko se sreča z Bogom, ko se na novo rodiš, ne dabaš več nikoli biti odvojen od njega. Glej, jaz bom z njimi do konca sveta. Tako da
nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Bog te od zgoraj kliče, te pele gor. Božji Krist te ne vodi dol, nekam spet v zemljo, ampak je od zgoraj te Bog kliče. Zmeri pridi više gor. Tako da je to življenje, kaj je nad duhom tega sveta. Piše, da nas je v Kristusu postavil visoko nad vsakim poglavarstvom. In njeno območje v gorah, na nadmorski višini, ker kače več ne živijo. In Bog hoče, da si above the snake line. Zato nas kliče gor. Piše, da nas od zgoraj kliče v Kristusu Jezusu. Apostol Janez v razvodetem 4 so se mu odprla vrata in glas pa rekel, pridi gor. Tako da Bog te kliče gor, višji. In moraš odvrši te stvari, ki te težijo dol. Na prvem mestu greh, meso, to je piše v Kološanih, odvrzite to, mrtvite to, kar vas vleče dol. In ta gravitacija greha, ki te teži k zemlji, ki te hoče pač preklenc, da spet vežeš včasih, ki so mi zaporniki, imamo kuglo za sabo, ker ful težko pač hoditi. Bog to hoče odrezati in da te kliče gor. In pol piše, zato vsi, kar nas je popolnih, imejmo to v mislih. Če pa kaj drugače mislite, vam bo Bog razodel tudi to. Tako da ni problem, kaj jaz mislim, če drugače mislim, Bog ti bo razodel, če imaš ti srce, da hočeš njega, njegovo voljo, nima veze, ker mi vsi se motimo lahko mišljenje. Zato pa rabimo dnevno obnavljati svoj da spoznavamo, kaj je njegova volja, kaj je njemu všeč in kaj je popolno. In zdaj piše, zato vsi, kar nas je popolnih. Najprej je v 12. vrstici rekel, ne da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, zdaj pa par vrstic prav, vsi, kar nas je popolnih. To te dela popolnega, da se ti giblješ naprej z Bogom, da pozabaš to, kar je za mano, jaz grem, ne gre to, kaj sem videl, kje sem bil, iz kje sem prišel, jaz se gibljem naprej z Bogom. Jaz sem odločen nos, da grem naprej. In ko bom naredil en korak, in bo Bog priti do. Da lahko je težko pač narediti prvi korak. Ampak veliko ljudi sedi v zaporih, ki so vrata ječ odprta. In sploh ne vejo, tako to so navajeni res v zapor. Večinoma v zapor, ki si ga formiral mišljenje, ki jih je duh tega sveta programiral. Ti si zdaj zapornik, mislim, imaš to pa to in v teh umitvah se lahko giblješ. Tudi je duh tega sveta sprogramiral. Ko Bog pride noter, zaštekaš vse svoboda in pol napišem drug korak. In Bog ti to dodaja, da te oblikuje. Tako da je dober proces. Ni pač slavitna noter, noben od nas ni slavitek. Bog je vsakega poklicu z namenom. Si zmagovalcev njeno. Kako prelagaš, ne glede to, kaj se postavlja pred tabo, ali pa kaj je bilo za tabo. Je dober proces, je dober Bog, ki mu služimo in temu se mu nos popolnoma pridati in lahko moramo zdaj na koncu skupaj. Če kdo rabo kakšno molitev, če ima kako, da bi rad predal, da bi rad pozabil, da bi rad prostimo moliti skupaj. Če rab nov dotik Boga, nov zagon, nova moč, se vas strinjamo. Hvala tudi, hvala tudi za dan, oče, da se nas napelo na to mesto, oče, da se srečnemo s tabo, oče, hvala da si ti živ Bog, oče, da nič ni nemogoče tebi, oče, in nič ni nemogoče temu, ki vreduje, oče. Da se moramo, oče, da se ti dotakneš danes v naših življenj, oče, da se srečnemo s tabo, oče, predajamo ti svoje življenje, oče. Odpiramo vrata svojih src, Jezus. Kličemo, da zastopaš, da večerjaš z nami, da imaš skupno z nami, oče. Da ti narediš red, oče, v naših srcih, oče, v naših življenjih, oče. Smehčuj naše srce, oče. Oče, mi ti predajamo vsako žalost, oče, vsak nemir, oče, vsak obup, oče. Ti si upanje, ti si živo upanje, oče. Halleluja. Stegujemo se v tebi, oče, moram, da obnoviš našo vizijo, oče, naše vizije, tukaj si dal globoko v nas, oče. Halleluja, hvala te, oče, da je tvoja vizija ven, oče, in vidi, da se hvala za novo upanje, oče.
za tvoj dotik, Oče, ozdravljenja, Oče, za tvoj dotik osvobojenja, Oče. Hvala ti za novo moč, Oče, in za izobilje, Oče, ki je v tebi, Oče. Haleluja, Oče, dobrodošel si, Sveti Duh, da prideš, da nas ti ojačaš, da nam pokažeš stvari, ki so v nas. Haleluja, hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, smo, da tvoje ljudstvo svobodno, Oče. Tečemo ta tek, Oče, brez uteži, brez ovir, Oče, brez bremen, Oče, imenu Jezusa, Oče, da vsak bremen pade, Oče, iz naših hrbtov, Oče, imenu Jezusa, Oče, ti nisi poklical za služne, Oče, ampak za sinove, Oče. Kogar si osvobodi, ta je resnično svobodno, Oče. Smo, da nas ti osvobodiš, Oče, da nas rešeš, da nas ojačaš, Oče, v imenu Jezusa, Oče, da nas pozdravaš, Oče, v imenu Jezusa, Oče, da bomo lahko tekla, Oče, ta tek v moči in da bomo v moči pretekli tek, Oče. Haleluja, tudi če smo ciljno črto, Oče, da bomo šli v moči, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Hvala ti, da si nas namenil, Oče, za dolgo življenje, Oče, v imenu Jezusa, Oče, da je vsak duh smrti, Oče, premagan, Oče, vsak duh bolezni premagan, zlomen, Oče, v imenu Jezusa Kristusa. Hvala ti, da si nosil rane, Jezus, po kateri smo bili zdravljeni, Oče. Da ti slavim čas za tvoje zdravljenje, Oče, za tvojo reko zdravljenje, Oče. V imenu Jezusa, Oče. Da ti slavim čas, Oče. Hvala ti, da za to, Oče, sladko reko, Oče, v imenu Jezusa, Oče, da, Oče, vse grenke izkušnje, Oče, in te grenke vode, Oče, da bojo ozdravile, Oče, v imenu Jezusa, Oče, da ne bodo bene grenkove v nas, Oče. Hvala ti, da si ti na križu, Oče, zlom, Oče, in očistil te grenke vode, tako kot Mojzes, ki je vrnil les v grenko vodo in postala sladka. Haleluja, Oče, moramo za to sladko vodo, Oče, da začne teči. V imenu Jezusa, Oče, hvala ti, Jezus. Naj se uravnamo s tabo, Oče, trdi naše noge, trdi naše roke, Oče, da hodimo, Oče, da tečemo, Oče, da ne umagamo, Oče. Obnovi naše moči, Gospod. Ta, ki čaka na tebe, Oče, si obnovi moči, Oče, bo letel kot orel, Oče, haleluja. Hvala ti, Jezus, čakamo na te, Oče, obnovi naše moči, obnovi naša krila, Oče, naše peruke, Oče. Hvala ti, Jezus, da letimo, Oče. Haleluja, da se bližamo tebi, Oče. Hvala ti, da nam ti slavni čast. Hvala ti, Jezus. Haleluja.